Spoštovane občanke, občani, občine Šalovci in pa seveda vaš vodja, ki ste ga izbrali na demokratični volitvi, gospod župan Fartek, lepo pozdravljeni v imenu Državnega sveta in mojem osebnem imenu. Vsekakor pozdrav gre gospodu akademiku, doktorju, ki je prevzel v kritičnih trenutkih tudi vodenje državne rastoče knjige, ki je, kot je bilo povedano, že v 20 letih starosti, seveda pa vašemu kulturnemu zanesenjaku, velikemu ljubitelju kulture in pa ohranjanje kulturne dediščine gospodu Venšku. Poseben pozdrav gre tudi mladim, vidim, da je dosti mladih tu, ker rastoča knjiga je namenjena mladim. V rastoči knjigi je napisano, kar je bilo, v rastoči knjigi je napisano tisto, kar je, najbolj važno pa je tisto, kar še bo. Govor, ki sem ga napisal v Ljubljani, ga sem opustil do nas preprostega razloga, ker v Ljubljani mislijo, da vsi v celi državi imamo vse tisto, kar imajo v Ljubljani. Pa nimajo, to, kar je gospod župan povedal. Pa hvala Bogu, da imamo zanesenjake ljudi, ki z vodstvom svojih v imenu županov, občinskih svetov, potem probajo pa naredijo, kar se da. Tudi vaša občina je sinonim za to, daleč od Ljubljane, daleč od denarja, pa tudi vaše okoliške, celo Prekmurje lahko rečemo. Ampak hvala Bogu, v zadnjih letih ste naredili dosti še tudi manjka. Ampak kar je najbolj važno, niste pozabili na kulturo, nikoli. Tradicija vaša kulturnega dejavnostovanja je zelo velika, od folklorne skupine do avtohtone glasbe, tudi konec koncev turistična dejavnost in pa spoštovanje narave, Tišeči Volčini je neka zadeva, ki je zelo redka in ste jo dali v svoj krp. S tem ste pokazali, da spoštujete naravo, kulturo, kar je pa najbolj važno in tudi sporočilo rastoče knjige je sožitje, živetje med različnimi dejavniki. In vi ste tu za vzorec. Če jaz ne bi vedel, kako je rastoča knjiga nastala, bi mislil, da je ta nastala v Šalovcih. Ker živite različne narodnosti, različne veroizpovedi. In ste preživeli vse. Hvala Bogu v sožitju, v skromnosti, ker bilo kdo pride v to občino, jaz imam tu prijatelje, prijateljice, tudi če prideš sit, še moraš zdrave nekaj pojesti, pa popiti, pa še za domov ti dajo. Zato zelo modra odločitev, da ste pristopili tej rastoči knjigi, da boste ta simbol sožitja in pa prijateljstva med različnimi dejavniki zapustili za namce. Ti mladi, ki so danes tu, jaz mislim, da bodo slejko prej razumeli to vaše odločitev, ki je zelo velika, večja, kot si mogoče mislite. Ker konec koncev skoraj razprodali so nam celo državo in če bomo izgubili jezik, potem kot narod ne bomo več obstajali. Jezik je vse, kar še imamo. Pa tudi jezik, ki smo ga ohranili tisočletja, so ga ohranili podeželjani. Sicer seveda z nekimi intelektualci, duhovniki, kaki pravnik je bil vmes, pa mogoče kaki zdravnik drugače, pa podeželjani, kmetje. In to je sporočilo za bodočnost, je rastoče knjiga, ki imate tu. Na koncu bi položil tudi v razmislek. Letos smo praznovali 100-letnico združitve, tako se tudi imenuje praznik. Prevečkrat je bila uporabljena beseda priključitev Prekmurja. Komu smo se mi priključili? Nekomur. Mi nismo nič manj Slovenci, tudi nočemo nič več biti Slovenci kot kdo drugi. Ampak nikomor se nismo priključili. Mi smo se združili, bratje Slovenci. Osnovna ideja nastala tam, ki je 1846 leta in na koncu tudi speljana prek Pariške mirovne konference. Zato preko vam zaželim praznike. Pa vse dobro v novo leto bi želel tudi, da pride v glave vsem tistim, ki pač javno nastopajo, da uporabljajo izraz združitev z brati Slovenci. Ta je bila. Nobene priključitve ni bilo. In potem tudi vsem jasno naj bo,
da nikoli več tuje roke nad nami Prekmurci ne bo. In vsi, ki želijo videti in slišati, kje je duša slovenstva v človeka prešla, naj pridejo v Prekmurje. Čakamo jih. Vsem vse dobro v novem letu, v žavnem prazniku, predvsem zdravja in da bomo vsi skupaj se imeli spoštovanje eden do drugega. Hvala. Najlepša hvala gospodu Molčcu. Zdaj pa je čas, da damo glas tudi lepi pesniški, umetniški besedi. Beseda ima veliko moč, tudi pesniška. Zato prisluhnimo pesmim našega domačina, pesnika in pisatelja Ferija Lainščka in učencem osnovne šole Šalovci, in sicer se bodo predstavili Jernej, Vita in Ana. Najprej pa Feri Lainšček. Dragi prijatelji, gosti, hvala za naklonjenost in pozornost. Vzorci, simboli in arhetipi, v katerih živimo, so za naše prepričanje in skupno življenje pomembnejši, kot se nam to vsakodnevno zdi in se običajno zavedamo. Simbol rastoče knjige je jasen, v svoji preprostosti mogočen in dragocen. V njem je na edinstven način združeno vse tisto, kar lahko imenujemo palimpsesti preteklosti, pa duh sedanjosti in seveda ideali prihodnosti. Tudi z njim se tihotapi skozi čas pesniška resnica. To je tista resnica v tem svetu, ki je pravzaprav edina, ki ji res lahko zaupamo, ker se z njo ne da manipulirati in ne da se je prirejati. Kaj imamo v mislih, ko govorim o pesniški resnici? Vsekakor nekaj, kar se je rodilo z učlovečenjem in se je vzpostavilo s prvo zgodbo, ki je bila povedana. Potovalo je skozi čas, najprej od ust do ust, potem je bilo tudi zapisano. Potovalo je z miti, legendami, pravljicami in drugim izročilom, tako kot še danes potuje iz roda v rod s klasično in še živo literaturo in bo, vsaj po mojem mnenju, potovalo še dolgo, na najrazličnejše načine. Le zaradi nezadržnega potovanja te resnice, pravzaprav danes še sploh vemo o civilizacijskih vrednotah in lahko ostaja naše bivanje na tem svetu človeško. Namreč, ta svet že tisočletja niha na večni tehnici, na eni strani je zlo, na drugi strani je dobro. Zmeraj se zdi, da bo zlo zmagalo, tudi zdaj se nam morda zdi, ampak potem dobro to tehnico zmeraj znova izravna. In ta tehnica deluje samo zaradi tega, ker ohranjamo vrednote. Vse drugo je tisto, zaradi česar nenehno grozi nevarnost, da nas bo zlo za zmeraj povleklo navzdol. Tudi zaradi tega sem vesel, da je ravno simbol rastoče knjige prisoten tudi v kraju, s katerim sem od otroštva povezan. Najprej bom prebral pesem, ki bo odslej del te rastoče knjige v Šalovcih. Njen naslov pa je pravzaprav Samota. V globoki praznini neba nad ravnico le vetra valovi še zivajo ptico. Perut je brez teže in duša ni njena. Pripetajo večnost, ki nima imena. Na pladnju obzorja pa hodec je sam, pripetljena senca, ki pada k nogam. Negibno čez njega zre bogec lesen, pogreza se v stišje meglenih koprem.
Nihče ne bo vedel, kako ga je strah. Nekaj je zapisal s stopinjami v prah. Pa mogoče še dve pesmi, ki ste se mi zdeli za danes primerni. Ena govori o tisti ljubezni, ki jo vsi dobro poznamo, druga pa je bolj intimna in govori o moji ljubezni. Se pravi, prva boginjo, ki ji namenjam to pesem, boste seveda prepoznali. Kot roža je cvetela in on je dišal, po nečem iz spomina in vetru izdaljal. Tako ga je čutila, kot čutiš redko kdaj, ka smehom je vabila in vabil je maj. Nekomu je poslala, kjer ležal nikdar ni, vso svilo mu je dala in kožo, ki dehti, strastjo ga napojila in šla mu je v kri. Kot smola se stopila, ki vonja ne zgubi. Bilo je v tisti noči, ko luna moč ima, že spal je kakor angel, tiho je odšla. Le sled mu je pustila in vzela kos srca. Vsa leta jo že išče, nihče je ne pozna. Spominu jo bo nosil vse svoje žive dni, iskal jo bo v nebesih, a tam je tudi ni. Bila je Afrodita, že drug obraz ima. Kar hoče, to si vzame, se s tabo poigra. Tale pesem z naslovom Moja hiša pa pravzaprav govori o mojem ustvarjenju in je nekako moj pesniški kredo. Ni res, da le sanjam in čakam. Se zidal nevidno sem hišo. Tu vse je tako, kot sem želel. Za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš, postrežem ti srčno dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vse skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugačen zasadil. Tod rastejo rože besede, ta šopek iz njih sem napravil. Hvala lepo. Feri Lainšček, prosti čas. Kaj vemo o času? Da gre in mineva. Je zdajšnji, pretekli, prihodnji in večni. Nam gleda na ure, ne mara zamude in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. Najboljši od časov so časi svobodni, najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, lahko le skomigneš, pa rečeš, ne da se. Zato si želimo več prostega časa, več časa za sanje, za ždenje, cartanje, za urice polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Želimo si čas za otroško veselje, za družbo, za igro, za noro zabavo, za možnost, da včasih res gremo po svoje in polni nemira se zleknemo v travo. Vse želje so skupne in tudi posebne. Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. Življenje je čudež in vse je mogoče, ko ptica mladosti razpira peruti. Tone Pavček, Sreča. Sreča se zmeraj z nesrečo brati, tako stare knjige uči, a človek ne neha verovati in za srečo kakor za zvezdo gre. Tako živi sreča svojo posebno zgodbo med stvarmi in med ljudmi, ki jo poslušajo kot staro godbo, ki ni resnična, a milo zveni. A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo dobro upravi in če imaš koga rad. Potem tebi 2 sreči gorita, 2 sonci v srcu, 2 svetil. Od njiju je luč okrog tebe razlita, ko romaš za zvezdo k sebi na cilj. Tone Pavček, prijateljstvo. Prijateljstvo se prijateljev dotika, od mezinčka na nogi do besede z jezika. Zato boža in brani in nikoli ne pika. S prsti počeše lase, nežneje od glavnika. Pravo prijateljstvo gore premika, ne more biti vprašaj. Je le klicaj ali pika. Prijateljstvo se rodi, se smeji in mežika, kot čudežno sonce izpod dežnika. Prijateljstvo je zato najlepša oblika sveta, ker jo nasilka srce in se dotika vsega. Najlepša hvala Feriju Lanščku in otrokom. Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda stalnica, ljubezen. Tako je zapisano na spletni strani društva Rastoča knjiga. Kaj več pa nam bo o pobudi, ki je pri nas prerasla v vseslovensko in ima mednarodni značaj, povedal predsednik društva, akademik, profesor dr. Boštjan Žekš. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veseli me, da sem lahko z vami kot predstavnik vodstva društva Rastoča knjiga. Na začetku nisem bil zraven. Društvo je ustanovil v bistvu dr. Gabrielčič, ki danes nažalost ne more biti prisoten, in mu je dal ime in osnovno usmeritev. Ime Rastoča knjiga je na nek način enigmatično. Ne vemo čisto dobro, kaj to je. Ampak vse velike ideje, vse velike usmeritve so bile take, da ni bilo čisto jasno, zakaj gre. Da lahko ljudje malo razmišljajo, da lahko eden gleda tako, eden gleda drugače. Kot je že Tone Pavček napisal v svoji pesmi, Rastoča knjiga ni samo knjiga. In to je res, je nekaj več. In tisto več, jaz vam tukaj razložil, mogoče ne bo popolnoma jasno, ampak tisto več je ravno nekaj, kar je značilno za Prekmurje, tako da se čudim, da Rastoča knjiga šele po skoraj 20 letih vstopa v Prekmurje. Pred par meseci je vstopila v Mursko Soboto, zdaj pa še k vam, gospod župan. Zakaj gre? Osnovna ideja Rastoče knjige je, da povemo eden drugemu, da smo dobri ljudje. Da rečemo, tale Janez tukaj, tale Feri tam, vse ima kakšne slabe misli, ampak je pa dober zato, ker dobro dela to, ker je dobro naredil to. Skratka, da se med seboj malo pohvalimo. Tega nam v Sloveniji morda še ne bo manjka. In zato seveda je zelo lahko pohvaliti pisatelja, kot je Feri Lanšček. Ampak tudi na nižjem nivoju lahko pohvalimo enega dobrega obrtnika, enega, ne vem, ne tako dobrega pesnika. In da vemo, da se spoštujemo med seboj. Ker to je tisto, kar nam manjka. Če bomo sebe spoštovali, če bomo sosede spoštovali, če se bomo kot narod spoštovali, bomo imeli tudi neko samozavest.
in se bomo tudi s sosedi lažje pogovarjali, kot sedaj, ko sebe zaničujemo in zaradi tega nimamo nobene prave moči v sebi. Tako da jaz vidim, da bo to društvo imelo še veliko nalog, da nas bo spravilo na neko usmeritev, ki nas bo nekam peljala. Poglejte, se vsi poznamo Slovenijo. Se lepo pri nas. Seveda so težave, kot ste jih omenili, gospod župan, da obrobje ne obravnavamo dovolj dobro v primeri z centralno Slovenijo. Jaz sem tukaj delno razdvojen, ker moja babica je bila iz Tišine, tako da je del mojega srca še vedno tukaj, živel sem pa potem celo življenje v centralni Sloveniji. In te razlike se ne smejo povečevati. Ne sme priti do tega, da bomo rekli, vam je lepo, pri vas je lepo, mi pa živimo dobro. Zato se bomo morali vsi prizadevati, vključno z Rastočo knjigo, da bomo se med sabo povezali, da bomo vsi napredovali. Tako da, to je, kar se tiče zgodovine Rastoče knjige, je pa seveda knjiga kot knjiga osnovni del te Rastoče knjige. Moramo brati, moramo se izobraževati, moramo biti vedno bolj pametni in v tem smislu rasti. Tako da, jaz bi se zahvalil vsem, vam želim lepe praznike, srečno novo leto. Mene veseli, da je bilo letos v centru slovenske pozornosti je le bilo Prekmurje. Nekateri mislijo, da bo se to kmalu pozabilo. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je pred 100 leti Prekmurje stopilo na slovenski zemljevid. V tem letu je pa stopilo tudi v naša srca. Hvala lepa.